Συνάδελφος Jordan έχει το λόγο για 2,5 λεπτά. Tehnologija zajemanja in shranjevanja ogljika je draga in kompleksna. Sama ji nisem zelo naklonjena, ker jo lahko razumemo tudi kot izgovor za nadaljnje nezmanjšano izkoriščanje fosilnih goriv. Toda globalni razvoj energetike ter segrevanja ozračja sta jasen signal, kako pomembno je, da bi najpomembnejši toplogredni plin shranili, namesto da ga spuščamo v ozračje. Najenostavnejša rešitev je reči ne premogu. Vendar to ni dovolj. To ni dovolj vsaj zaradi dveh razlogov. Prvi razlog je, da CO2 nastaja tudi v drugih sektorjih, ne le v energetiki, recimo v jeklarski, cementni, kemični industriji. In tem industrijam se ne moremo kar odreči. Drugi razlog pa je, da to tehnologijo razvijamo zaradi tega, ker bi radi zmanjšali globalno segrevanje in v Evropski uniji lahko vplivamo samo na svojo lastno energetsko mešanico. Mednarodna agencija za energetiko je napovedala, da bo delež fosilnih goriv v globalni energetski mešanici leta 2040 kar 75%. In po mojem mnenju je problematično mnenje zelenih, da bi recimo to tehnologijo uporabljali za nekatere industrijske sektorje, za energetiko pa ne. Vprašajmo se, kaj si želimo. Želimo si racionalne rešitve in želimo si zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida, ne želimo pa si povečati in umetno zviševati subvencij v obnovljive vire energije. Najmočneje lahko na znižanje izpustov zaradi fosilnih goriv vplivamo tako, da razvijamo ustrezno tehnologijo in zato se kljub temu, da ne zagovarjam uporabe fosilnih goriv, pridružujem pozivom za bolj učinkovite politike za uporabo tehnologije zajemanja in shranjevanja CO2. Zelo slabo je, da doslej nismo realizirali niti enega od načrtovanih 12 pilotnih projektov in podpiram to, kar je povedal poročevalec, podpiram to, kar je dejala komisarka in po mojem mnenju je dobra tudi odločitev Evropske investicijske banke glede posojilne politike. Shranjevanje CO2 pa seveda ni trajnostno, zato menim, da bi še mnogo več poudarka morali dati razvoju tehnologij za uporabo CO2 in v ta namen moramo izkoristiti nov program Obzorje 2020, ki je mnogo bolj usmerjen v inovacije kot predhodni raziskovalni programi. Menim pa tudi, da bi morali celotna sredstva, ki jih zberemo v okviru sheme ETS, namensko porabiti za razvoj trajnostnih tehnologij. Ευχαριστώ πολύ τη συνάδελφο Jordan. Η συνάδελφος Judith Merkies έχει το λόγο. Dank u wel, voorzitter, commissaris, geachte collega's. In Nederland hebben wij trillende aarde in het noorden van Nederland, in Groningen. En dat is vanwege onze grote gaswinsten uit het verleden en grote